Danes v Judeucation razkrivamo nevarno moralno enačenje, ki jih promovira EU, saj sankcionira izraelske organizacije, ki branijo judovske skupnosti, hkrati pa jih postavlja v isti kontekst kot teroriste Hamasa. Razčlenili bomo dejstva v ozadju naslovov, politično kampanjo, ki je usmerjena proti Judeji in Samariji, ter zakaj je boj za izraelsko osrčje pomembnejši kot kdajkoli prej. Dobrodošli nazaj v oddaji Judeucation tukaj na JNS TV. Moje ime je Josh Hasten, dopisnik za JNS News. Pojdimo kar k stvari. Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije, je ta teden na X objavila naslednje. Zunanji ministri EU so pravkar dali zeleno luč za sankcioniranje izraelskih naseljencev zaradi nasilja nad tako imenovanimi Palestinci. Dogovorili so se tudi o novih sankcijah proti vodilnim predstavnikom Hamasa. Bilo je skrajni čas, da preidemo iz mrtve točke k dejanjem. Ekstremizmi in nasilje imajo posledice. To je objava. Evropska unija, EU, uvaja sankcije proti nasilnim tako imenovanim naseljencem in Hamasu. Sankcije proti obema so bile napovedane točno ob istem času. Z drugimi besedami, izraelski naseljenci so enaki kot Hamas, teroristična organizacija odgovorna za umore tisočev. V istem stavku kot 500.000 Judov, ki živijo v starodavnem svetopisemskem zgodovinskem osrčju države Izrael in judovskega naroda. Ali vidiš, kako noro je to? Zdaj bi lahko rekel, ja, ampak nasilje naseljencev je slabo, zakaj ga ne obsoditi? Kot smo govorili že tedne, je pripoved o nasilju naseljencev dobro financirana kampanja tujih vlad, ki cilja na prebivalce in na državo Izrael. To je sodobna oblika krvne obtožbe. Naj vam razložim, kako je ta novica o sankcioniranju politična in ne temelji na resničnosti. To so skupine, ki jih EU sankcionira. Organizacija Amana, Gibanje načala in njegova predsednica Danielle Weiss, ki smo jo mimogrede intervjuvali v tej oddaji, Shomer Juda in Shomron. In oseba, ki je prej opravljala funkcijo njenega direktorja, Avichai Susija, organizacija Regavim in njen direktor Meir Deutsch. V tej oddaji smo gostili Naomi Linder-Khan iz organizacije Regavim. Kakšna je torej resnica o teh organizacijah? Nobena od teh organizacij se na noben način ne ukvarja z nasiljem. Naj to ponovim. Nobena od teh organizacij se ne ukvarja z nasiljem. Pika. Amana je vključena v gradnjo. Shomer Juda in Shomron sta namenjena zaščiti skupnosti in kmetij. Regavim, o tem bomo govorili čez trenutek, ponovno nobena od teh skupin ni povezana z nasiljem. To je dokaz, da gre za politično kampanjo in ne temelji na resničnosti. Pravijo, da sankcionirajo nasilne naseljence, nato pa so na njihovem seznamu proizraelske ugledne organizacije, ki podpirajo pravico Judov do življenja v Judeji. Zanimivo je, kako je Regavim pravzaprav skupina, ki izpostavlja Evropsko unijo zaradi slepe podpore palestinski oblasti. Regavim je tudi ista skupina, ki je dokazala, da je celotna kampanja o nasilju naseljencev prevara. To je ista skupina, ki je sankcionirana in obtožena nasilja naseljencev. Ljudje tega si ne bi mogli izmisliti, tudi če bi poskusili. Regavim je odgovoril in rekel: Štejemo si v čas, da nas je Evropska unija uvrstila na ugledni seznam branilcev dežele Izrael. To je popolnoma res. Vse te organizacije opravljajo izjemno delo. Tukaj ni nobenega nasilnega vedenja. Regavim je nadaljeval in rekel: 2 desetletji smo razkrivali ogromna sredstva, ki jih je Evropska unija vložila v vzpostavitev palestinske teroristične države. V nasprotju z zakonom in mednarodnimi sporazumi, vključno s preusmerjanjem milijonov evrov evropskih davkoplačevalcev v nezakonito gradnjo na narodnih zemljiščih judovskega ljudstva in podporo organizacijam, ki pomagajo terorizmu. Na nezadovoljstvo tistih, ki želijo škodovati Izraelu in Izraelcem, so sodišča večkrat sprejela naše peticije proti razširjeni nezakoniti gradnji in zasegu zemljišč ter odločila, da je treba zakon uveljaviti. Regavim je nadaljeval: Kljub lažnim in antisemitskim kampanjam o nasilju naseljencev smo dosledno objavljali dejstva in neizpodbitne podatke. Branimo dobro ime vojakov izraelskih obrambnih sil, judovskih skupnosti v Judeji in Samariji ter države Izrael kot celote.
Poskus utišanja nas in zatrtja cionistične revolucije v Judeji in Samariji, katere ponosni in aktivni del sta naše raziskovanje in oblikovanje politik, nas s temi drakonskimi sankcijami le še bolj navdaja s ponosom. Zavezujemo se, da bomo še naprej delali za obnovitev vladavine in suverenosti na vseh delih naše domovine. Mi smo Izrael. Zdaj si oglejmo ta posnetek organizacije Regavim. Poskusi, da bi nas utišali s sankcijami, so izdaja samih temeljev Evropske unije. Regavim je raziskovalni inštitut ter inštitut za oblikovanje politik, ki se ukvarja s pravnimi postopki, da bi prisilil državo Izrael k zaščiti naših ključnih nacionalnih interesov po zakonu, po pravici in brez strahu. Z istočasno napovedjo sankcij proti Regavimu in ključnim posameznikom In Hamasu, teroristični organizaciji, ki obstaja izključno z namenom ubijanja Judov in izbrisa edine demokracije na Bližnjem vzhodu, je EU pokazala svoj pravi obraz. Regavim bo še naprej razkrival škandalozno vmešavanje EU, njeno stalno podporo terorističnim organizacijam in njeno kršenje mednarodnega prava. Ne bomo molčali. Bravo, Regavim, ker glede tega govorite resnico. Izraelski zunani minister Gidon Saar je dodal, da Izrael odločno zavrača odločitev o uvedbi sankcij proti izraelskim državljanom in organizacijam. Evropska unija se je na samovoljen in političen način odločila uvesti sankcije proti izraelskim državljanom in subjektom zaradi njihovih političnih stališč in brez kakršnekoli osnove. Enako škandalozna je nesprejemljiva primerjava, ki jo je Evropska unija potegnila med izraelskimi državljani in teroristi Hamasa. In zdaj, točno to sem povedal že prej. Zunanji minister je nadaljeval, da gre za popolnoma izkrivljeno moralno enačenje. Izrael je stal, stoji in bo še naprej stal za pravico Judov, da se naselijo v srcu naše domovine. Noben drug narod na svetu nima tako dokumentirane in dolgotrajne pravice do svoje zemlje, kot jo ima judovski narod do dežele Izrael. To je moralna in zgodovinska pravica, ki so jo priznale tudi mednarodno pravo, in noben akter je ne more odvzeti judovskemu narodu. Poskus vsiljevanja političnih stališč s sankcijami je nesprejemljiv in ne bo uspel. Obstaja še veliko drugih odzivov proti odločitvi EU, vendar bom prebral samo še enega. Premier Benjamin Netanjahu je obsodil Evropsko unijo, potem ko se je ta odločila uvesti sankcije proti Izraelcem v Judeji in Samariji. Netanjahu je dejal, da medtem ko Izrael in ZDA opravljata umazano delo Evrope, ko se borita za civilizacijo proti džihadističnim norcem v Iranu in drugod, je Evropska unija razkrila svoj moralni bankrot, ko je ustvarila lažno simetrijo med izraelskimi državljani in teroristi Hamasa. Ljudje, to je veliko za prebaviti, a bistvo je naslednje. EU nima moralnega kompasa. Trdijo, da se zavzemajo za mir in pravičnost, a znova in znova dokazujejo, da so obsedeni z Judi, še posebej s tistimi, ki živijo v osrčju naše domovine. Kako naj Izrael odgovori na to? Minister za finance Bezalel Smotrich je dejal, da evropsko hinavščino dosega nove višave. Pravi, da nihče ne bo prisilil države Izrael v politiko nacionalnega samomora. Poskus, da bi nacionalni konflikt s palestinskim terorizmom spremenili v kazensko zadevo, bo propadel. Smotrich je povedal, da je na mizo predsednika vlade položil načrt za prenos strateških območij v Judeji in Samariji iz območij A in B v območje C. Območji A in B sta seveda pod palestinsko upravo. V odziv na to pobudo pozivam predsednika vlade, naj še danes večer skliče vlado, to je bilo pred nekaj dnevi, in jo odobri. Judeja in Samarija sta varnostni pas Izraela in čas je, da svetu jasno povemo, da bo vsak, ki bo poskušal oslabiti naš nadzor nad njima, dosegel nasproten učinek. Nadaljevali bomo s krepitvijo naselbin, poglabljanjem našega nadzora nad deželo Izrael in se brez strahu borili proti terorizmu. Tako pravi Smotrich. Vrzite to v obraz EU, ki že skoraj 20 let zagovarja ustanovitev teroristične države in financira nezakonito gradnjo na območju C pod popolnim izraelskim nadzorom. Smotrich pravi, prevzemite več zemlje in jo postavite pod izraelski nadzor. Ne vem, ali se bo to zgodilo. O suverenosti smo govorili že velikokrat. Pravim, ne čakajte na takšne protiizraelske izjave. Pravkar smo prejšnji teden tukaj v Izraelu praznovali dan Jeruzalema. 59 let, odkar je Izrael združil mesto Jeruzalem. 59 let, odkar smo se vrnili v svojo domovino prednikov. Zdaj je čas za popolno suverenost nad Judejo in Samarijo. Ko bomo uveljavili svoje pravice, nobena od teh izjav ne bo pomenila ničesar. Končno je čas, da rečemo, da je ta dežela enkrat za vselej naša.
Gremo naprej, vse je povezano, ampak kakorkoli, kot je razkril Palestinian Media Watch, palestinska oblast nikoli ne zamudi priložnosti, da bi poveličevala teroristične morilce. Teroristi so tako zelo cenjeni, da imajo celo svoj poseben državni praznik, imenovan Dan zapornikov. Kaj je torej Dan zapornikov? To je pravzaprav dan, ko slavijo morilske napade, ki so jih izvedli teroristi. Mimogrede, kje je EU pri vsem tem? Zakaj niso obsodili tako imenovanega dneva zapornikov? Ne izgubljajte časa z upanjem, da bodo kaj rekli. Kakorkoli, pravkar je šla nova študija PMV z naslovom Kako pa pere možgane mladim otrokom, da občudujejo teroristične morilce. Ob praznovanju dneva teroristov oziroma dneva zapornikov, kot temu pravijo v PA, so se šole v PA močno ukvarjale s pranjem možganov palestinskih mladih, da bi sprejeli in občudovali teroristične morilce kot svoje junake in vzornike. Na šoli PA v Beirzetu so mlade palestinske deklice učili, naj častijo in občudujejo terorističnega zapornika in izdelovalca bomb Abdullaha Bargudija, ki je prestajal 67 dosmrtnih kazni zaradi sodelovanja pri umoru 68 ljudi. Drugi, tako imenovani junaki, predstavljeni dekletom, so bili teroristični zapornik Marwan Barghouti, ki je organiziral 3 napade, v katerih je bilo ubitih 5 ljudi, in tako imenovani mučenik Walid Daka, ki je skupaj s sostorilci ubil eno osebo. Zapornika in izdelovalca bomb Abdullaha Bargudija so poveličevali tudi v šolah v Šeremu, kot pravijo na Bluesu. Razstavo z imenom Naši zaporniki, torej teroristi, v očeh naših učencev je odprl guverner okrožja Nablus Ghassan Douglas in direktor direktorata za izobraževanje v Nablusu, generalni direktor Samir Al-Jamal na srednji šoli Hawara za fante. Na dogodku so učenci nosili majice z napisom Svoboda za zapornike, eden od mladih pa je držal sliko terorističnega zapornika Mohameda Al-Tusa, ki je bil vpleten v umor 5 ljudi. Na drugi šoli pod upravo PA so mladi fantje prejeli plakate glavnega terorista Abu Džihada, ki mu je sama PA pripisala načrtovanje napadov, v katerih je bilo ubitih najmanj 125 ljudi. Umor Abu Džihada strani Izraela sovpada z dnevom zapornikov in ga PA vsako leto obeležuje. Ljudje, PA poveličuje terorizem. PA plačuje teroriste in njihove družine kot del svojega programa Plačilo za ubijanje. Več kot je pokola, več Judov je ubitih, več denarja prejmejo kot neposredno plačo od PA. Kje si Evropa? Kje je preostali svet? In iskreno, kje je naša lastna vlada? Kdaj bo naša vlada enkrat za vselej povedala, da so sporazumi iz Osla mrtvi in da PA ni partner za mir? Na ta vprašanja nimam odgovorov, vendar upam, da bodo odgovori na ta vprašanja in sprememba politike prišli zelo, zelo kmalu. Nadaljujemo. Regionalni svet Binjamin poroča, da so arabski napadalci v sredo zgodaj zjutraj vdrli na kmetijo Cur Levi in ukradli čredo približno 120 ovc. Varnostne sile so hitro ukrepale, našle čredo in jo vrnile lastnikom kmetije. Svet je poudaril, da je pomembno jasno povedati, ne gre za kriminalni incident. Kmetije v Binjaminu, Judeji in Samariji se večkrat soočajo s terorizmom v obliki poskusov ropov in nadlegovanja strani arabskih napadalcev, ki želijo pregnati Izraelce z tega območja. Ti isti akterji nato poskušajo izkriviti resničnost in prikazati prebivalce Judeje in Samarije kot storilce tako imenovanega nasilja naseljencev. Sedel bom tukaj in čakal, da bodo EU in drugi obsodili ta dogodek. No, pravzaprav ne bom, ker se to nikoli ne bo zgodilo. Nadaljujemo. Izraelska policija poroča, da primer ponarejanja osebnih izkaznic in zaposlovanja Arabcev z območij pod palestinsko upravo v različnih podjetjih po vsej državi že več mesecev preiskuje enota za boj proti kriminalu okrožja Samarija. V zadnjih mesecih je bila izvedena tajna preiskava kaznivih dejanj, vključno s ponarejanjem dokumentov, nezakonitim vstopom v Izrael in nezakonitim zaposlovanjem. Ta teden je enota za boj proti kriminalu v Samariji aretirala 5 osumljencev, enega izraelskega državljana in 4 Arabce iz palestinske uprave. Sumijo jih, da so ponarejali osebne izkaznice in jih dobavljali Arabcem iz palestinske uprave, ki so nezakonito vstopili v Izrael in jih nato zaposlila podjetja po vsej državi. Osumljence je na zaslišanje odpeljala enota iz Samarije. 3 izmed osumljencev so bili privedeni pred sodišče, kjer bo policija zahtevala podaljšanje njihovega pripora zaradi nadaljevanja preiskave. Poleg tega je bila v okviru tega primera uvedena preiskava proti podjetjem, ki so osumljena vpletenosti in zaposlovanja teh nezakonitih prebivalcev v nasprotju z zakonom.
Zdaj, prijatelji, o tej temi smo že govorili v preteklosti. Nezakoniti delavci iz PA, ki vstopajo v Izrael znotraj meja izpred leta 1967. V mnogih primerih gre za delo, ampak kako strašljivo je, če se ti nezakoniti delavci gibajo z izraelskimi osebnimi izkaznicami. Lahko mi rečete, da pretiravam, ampak najprej se začne z nezakonitimi delavci in kriminalom in le vprašanje časa je, kdaj bo to pripeljalo do terorizma. To ni teorija, to ni teoretično, to se je že večkrat zgodilo. Nisem prepričan, kdo so Izraelci, ki so vpleteni v to kriminalno vedenje, ali so Judje ali Arabci, ampak to ne bi smelo biti pomembno. Če eden od teh ljudi, ki se sprehajajo z izraelsko osebno izkaznico, uporabi izkaznico za dostop in na to izvede napad, bodo tisti, ki so ga prikrivali ali mu pomagali, odgovarjali. Super je, da je policija posredovala in razbila to kriminalno združbo. Edino vprašanje je, koliko jih je še tam zunaj, in to je zastrašujoča misel. V drugih novicah so izraelski mejni policisti nevtralizirali strelca iz palestinske uprave, ki je odprl ogenj na sile med protiteroristično operacijo v Samariji prejšnji ponedeljek zjutraj. Osumljenec je streljal na izraelske sile s puško, potem ko so mejni policisti v civilu vstopili v vas Kalandija, je sporočila izraelska policija. Policisti so vrnili strel in napadalca nevtralizirali. Njegovo stanje sprva ni bilo znano. Po navedbah policije med izraelskimi silami v streljanju ni bilo ranjenih. Teroristi palestinske uprave so po podatkih, ki jih je objavila izraelska nevladna organizacija Reševalci brez meja, Hatzalah, Judeja in Samarija, leta 2025 vsaj 5051krat napadli izraelske Jude v Judeji in Samariji. V Judeji in Samariji je bilo leta 2025 ubitih 24 Izraelcev več kot 400 drugih pa ranjenih, je navedla nevladna organizacija v svojem letnem poročilu. Ugotovitve, ki so jih preverili s uradnimi podatki varnostnih agencij judovske države, vključujejo 3299 primerov metanja kamenja, 458 napadov z molotovkami, 655 poskusov zaslepitve voznikov z laserskimi kazalci, 286 eksplozivnih naprav in 19 terorističnih strelskih napadov. To so mimogrede le tisti primeri, ki so bili prijavljeni. Lahko bi jih bilo še veliko več, vendar so to uradne statistike za leto 2025. Ali verjamete, da se Izraelci s to realnostjo soočajo vsak dan? Povedal bom še enkrat. Kje so sankcije Evropske unije? Več kot 5000 napadov v letu 2025 in nobenih sankcij. Niti ene. Samo tišina. Le rečem, da je tišina glede teh napadov, ker so preveč zaposleni s sankcioniranjem uglednih izraelskih organizacij. Na to pa rečem sramota. Nadaljujemo. Predlog zakona o ustanovitvi nove civilne oblasti, pristojne za starine v okrožju Judeja in Samarija, je bil prejšnji ponedeljek zvečer v prvem branju potrjen v plenumu Kneseta. Namen zakona je vzpostaviti neposredno odgovornost države Izrael za starine, dediščinske lokacije in arheologijo na celotnem območju. Če bo zakon sprejet, bo ustanovljen uprava za dediščino Judeje in Samarije. Ta urad bo prevzel pristojnosti, ki jih trenutno ima Ministrstvo za obrambo. Po podatkih spletne strani arheološke enote civilne uprave je v Judeji in Samariji več kot 2600 arheoloških najdišč. Iskreno povedano, nisem pravni strokovnjak in ne poznam natančno vseh prednosti in morebitnih slabosti tega zakona, vendar bom povedal naslednje. Pa znova in znova oskrunja judovska sveta mesta in starodavna arheološka najdišča. Če se lahko naredi kaj, da bi preprečili nadaljne oskrunjenje, sem vsekakor za to. Upam, da je ta novi urad odgovor. Čas bo pokazal, ampak bistvo je, da se mora oskrunjenje enkrat za vselej ustaviti. Če se spomnite, sem prejšnji teden govoril o 3000 drevesih palestinske uprave, za katera je minister Smotrič odredil, da jih izruvajo, saj so bila posajena na izraelski državni zemlji. Spet so bile možnosti, da jih pustijo pri miru in dovolijo nezakonito poseganje na državno zemljo ali pa izruvajo drevesa in se pripravijo na negativno medijsko kampanjo. Izrael se je odločil za drugo možnost. In seveda, kot je bilo napovedano, je bilo obsodb povsod, v lažnih novicah palestinske uprave in drugod. Tudi CARE, Svet za ameriško-islamske odnose v ZDA, je obsodil izkoreninjenje dreves. Rekli so, da je načrtovano izkoreninjenje tisočev palestinskih dreves del širše kampanje za izbris palestinske prisotnosti, zaseg zemlje in onemogočanje kakršnekoli izvedljive palestinske države.
Ta dejanja kršijo temeljno človeško dostojanstvo in mednarodno pravo. Najprej naj povem, da je vse, kar preprečuje vzpostavitev teroristične države pod upravo palestinske uprave, v našem strateškem in bibličnem osrčju pozitivno. Seveda pa Kerr in drugi vsi lažejo ter pravijo, da gre za nekakšno kampanjo etničnega čiščenja. In kot sem napovedal, nikjer ne omenjajo, da so bila ta drevesa nezakonito posajena na državni zemlji. Seveda ne bodo rekli, da je vse to del dobro financirane kampanje proti Izraelu. Drevesa ali zemlja ali nasilje ali kot pravijo genocid, vdori ali izgon, vse to so njihove besede. Vse to je del njihovega besednjaka in toliko ljudi nasede temu, ne da bi poznali resnico. Vsakdo mora izvedeti dejstva. Pridobite informacije od skupin, kot je Regavim, kot smo že prej govorili. Če jih EU sankcionira, morate vedeti, da je resnica ravno nasprotna. In te skupine so tiste, ki delijo resnico. To bo vse za današnjo Judocation. Moje ime je Josh Hastings, dopisnik za Journeys News, tukaj v Journeys Media Hubu v Jeruzalemu, večni prestolnici države Izrael in judovskega naroda. Rad bi se zahvalil ljudem v ozadju tukaj na JNS TV, producentki Barbari Kanimov, inženirju Arn Vogalanterju, Zahu Sikermanu, Ryanu Listu in našemu vodji postaje Juriju Svertskemu. Hvala naši videomontažerki Kiseniji Pelašenko. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili na JNS TV. Prepričajte se, da obiščete JNS TV zaradi tega izjemnega programa iz Jeruzalema. Oglejte si vse naše oddaje. Pošljite nam super zahvalo. Naročite se in obiščite jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo naslednji teden tukaj na Judacation na JNS TV.